čez 4 leta zgodil roman, zaradi katerega smo danes tukaj. Avtor je napisal zgodovinsko, ljubezenski roman. Zgodilo se je 1. septembra ali pa kdaj drugič. Epizóda 1943. Vodca a prezident Slovenskej republiky doktor Jozef Tiso sa zohol, aby si rozviazal šnúrky na topánkach. Vtedy sa mu zo žalúdka vrátila do úst horkokyslá chuť na poli strávených mäsových knedličiek z polievky, ktorú mal na obed. Striaslo ho. Rýchlo zobral zo stola kus orechového koláča na potločenie odpornej pachuti. Vodca a prezident si lahol na kožený gauč, kam zväčša usádzal návštevy. Obžerstvo, obžerstvo, vzdychol. Ja som s veľkým veseljem brala to knjigo, zato da mene ta tema zelo zanima že 20 let. Jaz mislim, da ta situacija v literaturi in filmu, ki se dogajala po padcu Berlinskega zidu in po žametni revoluciji tudi v Češko-Slovaškem, odprla veliko prostora za refleksiju prejšnjih totalitarnih režimov od 30 let. Za nas najbolj zanimivo je bila ta refleksija zadnjih 20 let. Meni je bilo to zanimivo iz mojega zgodovinskega spomina, ker me boli včasih zdaj, ko slišim, da se pravzaprav nekateri govorijo, da imamo mi podoben spomin, kot je to. Jaz sem ta generacija, ki sem kot mlada igralka, kot gledališčnik takrat hodila obiskovati tako recimo London in Pariz, kot tudi Bratislavo, Krakov. In tam sem srečevala kolege, ki so imeli starše v zaporih zaradi političnih deliktov. Ta junak uporablja te bohemizme, ki so tako najbolj tipične. In to skupaj za mene ta tekst naredilo zelo, zelo zanimivim in zelo avtentičnim. In si mislim, da to se malo potem ne pokaže pri prevodih. Ja, nažalost, ja. A ima knjiga v tej poplavi informacij iz različnih virov v času globalizacije še vedno to moč, da izzove neko družbeno refleksijo, da neko družbeno debato, da spodbudi ljudi k nekemu globljemu razmisleku. Torej, kakšno je poslanstvo knjige v informacijskih dobi? No, ja myslím, že toto je veľmi zaujímavá otázka práve preto, že keď sa o nej hovorí v Slovínsku, v tejto kultúre, ktorá je do takej výraznej miery vlastne formovaná, historicky ovplyvňovaná spisovateľmi a literatúrou. Zdi se mi, da je to zelo zanimivo vprašanje prav zaradi tega, ker smo v Sloveniji, v Sloveniji pa smo, oziroma na Slovenskem, zelo, zelo pod vplivom pisateljev, različnih pisav oziroma literature, slovstva. Ja myslím, že to každý v publiku by si sám vedel odpovedať na to, že čo si myslí o tom, akú úlohu hrali spisovatelia v slovinskej kultúre pred 100 rokmi a akú hrajú dnes, presne v tento deň alebo tento týždeň. Torej mislim, da bi si lahko vsak v občinstvu sam odgovoril na vprašanje, kakšno vlogo je pisatelj odigral pred 100 leti v družbi in kakšno vlogo ima dan danes. Meni so ti groteskni momenti bili en tak kontrapunkt olajšanja sredi tega romana, ki je pravzaprav ena lepa zgodba o prijateljstvu. Meni se je dopadlo ravno to, da so popolnoma različni ljudje, tako je avtor zajel res širok spekter, najširši možen, Mađara, Čeha, Slovaka, Žida, da je lahko res kompleten vpogled v situacijo dal. In ti groteskni momenti, ki jih pa ni mogel opisati več s pametjo in realno.
in seveda za tisto, o čemer bomo mi lahko potem premišljevali doma, o tistih 50 letih naše polpretekle zgodovine in ko bomo prebrali knjigo, primerjali, kaj so imeli Slovaki in kaj imajo mi, kaj imamo mi. Mislim pa, da imamo oboji veliko lepega in da se med nami tudi preko prevodov gradi ena stvar, ki se imenuje prijateljstvo. Hvala lepa in lahko noč.